Z nami je strokovnjak za varnostne vprašanja Denis Čaleta. Dobro večer. Dobro večer. Povejte nam, kako gledate na dejstvo, da je javnost šele 18 ur po nesreči izvedela, da je imela predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je tudi poveljnica, vrhovna poveljnica slovenskih oboroženih sil, prometno nesrečo. Je to normalno v današnjem času? V uradu predsednice so po 3 dneh zapisali, da niso zaznali javnega interesa, da na dan nesreče niso želeli vznemirjati javnosti z neverodostojnimi informacijami o nesreči in zdravstvenem stanju. No, lahko rečemo, da je to predvsem čudno, kajti javnost ima absolutno pravico izvedeti, kaj se dogaja z najvišjim predstavnikom slovenske države. Na drugi strani je pa vedno problem, če pridejo v javnost določene informacije, pa te informacije niso potem celovite in podkrepljene za določenimi podatki in se potem v bistvu na to vedno nalepijo neke govorice, insinuacije, vprašanja in to absolutno ni dobro, kar se tiče tega komunikacijskega dela. Seveda bo pa sigurno v varnostnem delu še kakšno... Ne, absolutno greva tudi na ta varnostni del. Zdaj, vzrok nesreče je bil po podatkih policije neupoštevanje varnostne razdalje strani voznika, ki je vozil predsednica. Kaj pravite na to in kako gledate na samo organizacijo potovanja? V uradu predsednice so danes po 3 dneh vendarle uspeli zapisati, da so pravočasno organizirali njen odhod in da se vozniku ni mudilo, kot so se v javnosti, seveda, ker drugih podatkov prej ni bilo, pojavilo ugibanje, da je do nesreče prišlo zato, ker je voznik vozil prehitro in da se mu je mudilo. No, tukaj je več stvari, na kar bi bilo potrebno upozoriti. Prvo, da je bil to najbolj obremenjen vikend na slovenskih cestah. Vse inštitucije, skozi medije smo to opozarjali in reči, da je neko območje dodatnih 20 minut dovolj v tako zgoščenem prometu, mislim, da ni relevantno. Druga stvar, vsak, ki kakorkoli pozna metodiko in tehniko varovanja oseb, ve, da se, bom rekel, varnostni konvoji vozijo izredno skupaj ravno zato, da se druga vozila ne vključujejo v neko varnostno verigo in zdaj usporavati vozniku, da je vozil s premajhno varnostno razdaljo, je skrajno čudno. Kar pa je seveda še posebej za poudariti, je pa to, da so poškodbe delov oziroma članov, ki so sedeli v vozilu, kažejo na to, da se lahko vprašamo, ali so bili predsednica in sopotnice pripete, kajti z naletom 2 vozil tako hude poškodbe je sigurno vprašanje, da bo sama preiskava prinesla, ali so bili tudi potniki v vozilu ustrezno pripeti. In zadnja stvar, katero bi bilo tukaj potrebno opozoriti, je predvsem to, da seveda, da je varnost nekako prenešena še vedno v predsedničin kabinet, pomeni, da seveda je manjše število varnostnikov, ki morajo verjetno rotirati na več izmen, to pomeni tudi večjo utrujenost. Seveda vprašamo se lahko, kako pogosto se lahko ti varnostniki usposabljajo. In tako kot vsi ljudje ob tako visoki vročini, seveda je tudi koncentracija sploh pri osebah, ki so lahko mogoče utrujene, slabša. In vse to odpira resno vprašanje, ali je sistem varovanja tak, kot je ustrezen, ali seveda bi ga bilo treba umestiti nazaj v Urad za varovanje in zaščito. Kakšno je vaše mnenje? Vi ste bili recimo kritični takrat, ko je v času prejšnje vlade prišlo do te spremembe in ste opozarjali, da to ima lahko tudi slabe posledice in zdaj smo tukaj. No, to je dejansko stanje, ki se nam je zdaj zgodilo. Ne samo jaz, več strokovnjakov je opozarjalo na ta problem, kajti vemo, da ima slovenska policija težave, tako kadrovske kot tudi druge vrste. Pa vendarle je akumulacija, ki se tvori v okviru Urada za varovanje in zaščito, le dopušča, da se ljudje ustrezno odpočijejo, da imajo ustrezno usposabljanje, zelo jasen je nadzor.
tukaj je mnogo tega še vedno v zraku, kdo nadzoruje te varnostnike, tudi strokovno jim daje določene usmeritve. In enostavno še vedno stojim na stališču, da taka organiziranost varovanja ni ustrezna. Je pa seveda vprašanje, ki ga verjetno težko danes odpremo tudi, ali je že čas, da funkcija predsednika države dobi neko protokolarno rezidenco, kjer bo predsednica ali predsednik nastanjena, tam bo tudi poskrbljeno za varnost, tudi, bom rekel, same poti bodo dosti bolj uhojene in nekako usklajene in bo, bom rekel, manj verjetnosti, da bo prihajalo do teh izrednih dogodkov, ki pa bodo vedno. Na njih moramo biti pripravljeni, to je visoko rizično delo, stresno delo in zdaj v bistvu vse zgrniti samo na pleča tega policista varnostnika, mislim, da je nesprejemljivo in se mi zdi tudi skrajno čudno, da se še sindikat v tem primeru ni oglasil. Bomo videli, ali se bo jutri. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Prosim.